Delavci CGP-ja so od zgodnjih jutranjih ur postavljali table o spremenjenem prometnem režimu. Zapora je bila načrtovana med 8 in 10 dopoldne, a je v času našega snemanja po 8 uri še ni bilo, tako da so nekateri vozniki še lahko pustili svoje vozilo na makadamskem parkirišču pri mostu. Vprašal sem ga, kam bi ga postavil, rekel, ven z te ograje, ne. Rekel, tam za ograje, če je prostor, ga postavite, ne. Se vam zdi, da bo zdaj problem, ko ne bo tega parkirišča? Ja, meni se tudi zdi, da. Vedno tukaj parkirate, ko greste v bolnico ali pa zdravstveni dom? Večkrat. Kje je prostor? Če pa ni prostor, pa nisem, ne. Zapora bo nedvomno povzročila težave s parkiranjem, saj je mnogo ljudi, namenjenih v bolnišnico ali zdravstveni dom, pustilo svoje vozilo na tem parkirišču. Že doslej pa je bila velika gneča na parkiriščih ob teh dveh zavodih. Trenutno bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo. Bojimo se tega navala. Če pa bo le prehudo, bomo morali uvesti poseben določen režim parkiranja tukaj pri zdravstvenem domu. Zaenkrat je bilo odprto od 7 pa do 10 zvečer, zdaj pa, če bo to prehudo zaradi rekonstrukcije Kandijske in če bo naval prehud, pa bomo morali poskrbeti za nek drug režim. Kot je časovna omejitev parkiranja, dodaja Kramar Zupanova. Zaporo bodo sicer občutili ne le živeči ob Kandijski cesti in vozniki, ampak tudi tamkajšnji obrtniki in podjetniki. Verjetno se bomo malo več v medijih mogli, oglaševati, da bodo videli, da le dostop do nas je možen. Bomo videli, kaj bo, težko rečem zdaj, ker najbolj me tu mučka je 15. november, tisti datum zapore, ker pri nas pričakujemo še kar dosti velik obisk. Do sredine septembra prihodnje leto, ko naj bi končali obnovo, bodo tako delne zapore ceste, promet pa bo urejen izmenično enosmerno. Ker bo zaradi del moten promet, so gradnjo razdelili na več etap. Bo pa vse skozi zagotovljen pas za pešce.